Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi navdihujoči epizodi podcasta Večer uživa. Zdaj že veste, da vas v naših druženjih spoznavamo s temami in sogovorniki, ki navdihujejo s svojimi življenji, razmišljanji, modrostmi in znanji. Tudi tokrat bo tako. Vabim torej, da ostanete v naslednjih minutah v naši družbi. Se vam bomo nanizali nekaj namigov, med drugim recimo to, kako premagati strahove, potem kako in zakaj si urediti lastni vrtiček in kako prepoznati recimo tudi kakovosten med. Med nami namreč pozdravljam mojega današnjega sogovornika, gospoda Bogdana Maka. Dobrodošli, gospod Mak. Pozdravljeni. Vi v bistvu prihajate, sem nam čisto izlagala, če bom rekla, da prihajate iz raja. Ne, zagotovo ne. Prihajate torej iz posesti Sončni raj, je tako? Ja. Je to v bistvu doživljajska kmetija? Koliko let že upravljate z njo? Pa mi smo dosti mlada kmetija. Kaj zato pomeni, ko ljudje slišijo mlada kmetija, mislijo vsaj 50 let. Mi smo 4 leta stara kmetija, tako da res mlada dojenček med kmetijami. Ampak zelo razvita, zelo živa. Pri vas je v bistvu res lahko človek oziroma obiskovalec doživi marsikaj. Je tako? Kaj vse? Ja, dejansko mi smo začeli čisto iz ene ideje ali pa iz želje, potrebe po preživljanju kakovostnega prostega časa. In tako je bila 2015 v bistvu nama z ženo ideja, da bi najela nekaj površinskih, čisto za sebe, da bi gojila nekaj zelišč, nekaj industrijske konoplje, ki je takrat bila neka boom rastlina, ali pa se o njej ogromno govorilo, kakšni so potenciali, in nas je pač zanimalo, da bi to preverili. In jaz sem vedel, kje ta zemlja bi se lahko potencialno nahajala, zato ker sem odraščal v okolju, kjer smo potem se za to zgodbo tudi odločili. Ampak nisem skozi tam živel, vprašali smo tiste lastnike, kmetija bila načeloma dokaj zapuščena, površine prav tako, in smo se dogovorili za najem prvo leto. Potem je sredi poletja gospod, ki je tam živel, umrl in so nekako njegovi dediči izrazili željo, če bi mi žena to odkupila. Kje je ta lokacija? Vodole, Maličnih Vodole. Okay. Torej, v bistvu nek vhod na Mariborsko vinsko cesto. To pomeni, iz centra Maribora mi za kolesje potrebujemo nekje 15 do 20 minut, da se pripeljemo do nas. In ja, tako se je vse skupaj začelo. Nismo imela pojma, v kaj se spuščamo takrat. Jaz sem po izobrazbi inženir lesarstva, imel redno službo, bil sem projektant v podjetju, ki se je ukvarjalo z gradnjo wellness centrov, bazenske tehnike in podobnih stvari. Tam sem nekako skrbel tudi za mizarsko delavnico, izdelavo savn, podobne zadeve. Žena pa je ekonomistka, tudi ima svoje podjetje, se ukvarja z prodajo spodnjega krila in nismo imela pojma, v kaj greva. Ampak v tistih prvih mesecih najema nekako to delo pa stik z naravo prevzel. In so se odločila, ja, kupiva kmetijo in jasno je bilo, da bom jaz postal kmet. Tako da nekdo je moral pustiti službo, zato ker pa več ni šlo. In jaz mislim, da je to trenutek, ki te strezni in ki ti da nek zagon, kako pa zdaj naprej, ker jutri si moraš sam priskrbeti sredstva za svoje položnice, za svoje zavarovanje, za vse zadeve, ki so pač povezane z stroški. In danes, ko me ljudje sprašujejo, je možno na takšni kmetiji preživeti, je možno. Ne? Je pa res, da smo se mi takrat zavestno odločili, da bomo 5 let vsak dan dala vse od sebe, kar je možno, da ta kmetija zaživi. In nekako smo se na ta zemljevid prisotnosti pisali v letu 2017, ko smo izvedli projekt Zasadimo si. Zdaj, kaj je projekt Zasadimo si predstavljal, pa besedna zveza je za nekatere ljudi predstavljala zasaditev enega parka. Mi smo imeli idejo, da bi pač kmetijo zasadili največji park avtohtonih medonosnih rastlin v Sloveniji. In za nas je pa predstavljala ideja zasadimo si nekako drugačno prihodnost, ki si jo želimo, ljudje. In zdaj, ne samo pri nas na kmetiji, to je pomenilo v družini naših obiskovalcev, v mestu, v državi, na svetu, kjerkoli. Če si seveda vsi to želimo, vsi imamo enak imenovalec, če želimo spremembo, si jo moramo vsi želeti. In mi smo pač želeli preveriti, kako bo to izgledalo in povabili k zasajevanju ljudi iz vse Slovenije. 5 dogodkov, na katerih smo imeli mi krajinsko arhitekturo narejeno, kaj bomo sadili, kateri termin
In na 5 dogodkih nekaj čez 750 ljudi nas je obiskalo. In smo zasadili dejansko ta park avtohtonih medonosnih rastlin. 9500 sadik je bila želja ali pa cilj, kar predstavlja približno 10% populacije mesta Maribor. To pomeni za vsakega 10. Mariborčana smo zasadili eno rastlino. In ideja je bila, da bi ljudje začutili potrebo, da moramo okolje na nek način začeti spoštovati, negovati, ohranjati in ga nadgrajevati. In 20. maja 2017, ko smo imeli zaključno prireditev, je večina udeležencev izrazila željo, da je bilo super, če se mi vsako leto dobili. Jaz smo rekli, ok, imamo termin, naslednje leto, 20. maj, idealno nedelja, imamo prvi medeni dan, zato ker pač imamo medeni park. In poklopilo se je to, da je 2017 novembra so Združeni narodi priznali 20. maj za svetovni dan čebel. Nismo planirali, da bo to, niti se nismo tako fejs poglabljali, ampak ko je do tega prišlo, smo rekli, ok. Potrditev, da gre pravo smer. Točno, da je res ni naključina in da je vse večina, ki se zgodi z nekim razlogom ali pa da je naključna. In smo rekli, ok, super. In medeni dan dogodek je pa dejansko dogodek, ki bi naj v ljudeh spodbujal ozaveščanje, da v tem trenutku ljudje bistveno bolj rabimo okolje, kot okolje rabi nas. Ker nas ne bi rabilo, v tem trenutku bi mu bilo verjetno bistveno boljše pa lepše, če nas ne bi bilo. In kaj zato pomeni, dejansko splošno javnost želimo na nek način podočiti, da je okolje fajn, da v okolju najdemo vse, kar rabimo za življenje, kar pomeni, najdemo hrano, materijale za gradnjo, okolje, v katerem lahko kakovostno preživljamo prosti čas, učimo svoje otroke nekih gibalnih veščin, v katerih najdejo sami sebe, s čim lahko preživimo, neko pismenost življenja, kar pomeni, kako vložiti zelenjavo, sadje, vse ostale zadeve. In na to temo potekajo najrazličnejše delavnice na medeni dan. Kar pomeni izobraževalne vsebine, na drugi strani so vsebine, s katerimi želimo animirati otroke, na ta način, da jim pokažemo, kaj je naša tradicija. Torej, rišemo panjske končnice, imamo lutkovne predstave in podobne zadeve, da se vsi nekako najdemo skupaj. Jaz pač nekako mislim, da če narod ni ponosen na svojo zgodovino in pa na genski material, rastlinski genski material, ki ga ima, potem narod ne obstaja. In prav je, da to že pri otrocih začnemo nekako graditi in prevzgajati. In tako je bil prvi medeni dan in letos potem tudi drugi medeni dan. Jaz verjamem, da bo tudi medeni dan leta 2020. In da v tej smeri nadaljujemo tradicijo. Se pravi, na vaši kmetiji, v tem vašem raju, s svojimi aktivnostmi si lahko obiskovalci napolnijo baterije, kot smo rekli, tako fizične, kot tudi mentalne oziroma duševne. Izvajate veliko delavnic. Med drugim, bova se posameznih področji vaših dotaknila, pa sedaj pa najprej rekli ste, da želite pri ljudeh nekako privzgojiti ta občutek za okolje in hkrati tudi za samooskrbo. Samooskrba pri Slovencih, sploh kar se zelenjave in sadja tiče, je v upadu. Pa mi povejte, vi tudi izvajate delavnice, ljudi podučite, na kaj naj bojo pozorni, kako naj se samooskrbe lotijo. Zdaj pa vsi tudi verjetno nimajo, v urbanih okoljih nimajo vsi prostora za vrtičke, ampak vi pravite, da so zmeraj možnosti. Na balkonu recimo, imate kak predlog? Imamo, mi trenutno še živimo v centru mesta, zato ker prenavljamo hišo in mi imamo na svojem balkonu tudi visoke grede. In smo lahko samooskrbni popolnoma, večino zelenjave lahko pridelamo sami brez težav na 2 visokih gredah, ki sta velikosti 3,5 kvadrate vse skupaj in se da. To je bil tudi razlog, zakaj smo v lanskem letu skupaj z različnimi inštitucijami naredili en vzorec permakulturnega vrta na naši kmetiji, ki ga zdaj tudi ljudem pokažemo, oziroma imamo vodene oglede in pa različne delavnice na tem vrtu, kjer so prikazani primeri, kaj lahko mi naredimo doma na balkonu, ali na majhni gredi, ali na vrtu, ki je lahko tudi dekorativne narave. Imamo na njem posajene različne rože, med rožami salato, čebulo in ostale zadeve. In na tak način lahko ustvarimo eno zelo slikovito gredo, ki je mimoidoči niti ne bojo zamenjali za vrt. Nam bo pa to ena ogromna prednost, zato ker bomo imeli v vsakem trenutku zelenjavo na domačem vrtu.
otroci bodo imeli stik z njo, videli bodo, od kje prihaja, ne. Hkrati pa bomo tudi mi brez nekih težav, ne, iz te zelenjave skuhali juho, ne da bi pozabili to kupiti v trgovini ali kjerkoli, vedno je pri roki. Pa čisto drugače, ne, z vrta. Popolnoma drugače, absolutno ne. Tako jaz spremljam potrošnike, ne, in vidim, na kak način razmišlja ogromno še ljudi v Sloveniji, čeprav se procent zmanjšuje, ne, in upam, da se počasi bo drastično začel zmanjševati, da vse primerjamo z ceno. In jaz vedno pravim, ne, povejte mi v primerjavi z čim primerjamo zadevo, ne, ker zelo težko je primerjati eno sadje, naprimer, ali pa zelenjavo, ki jo mi sami lahko pridelamo, jo pa kupimo iz Bolivije, kjer je cena bistveno nižja. Ne. Zakaj je nižja? Zaradi tega, ker je njihova vegetacijska doba daljša, ne. Lahko na nekaterih področjih več pridelajo, ne. Ampak je vprašljiva zopet vsa kvaliteta, ki je povezana z transportom, da to pride do nas. Ne. In zdaj nekako vsi zagovorniki zdrave prehrane bi priporočali, da uživamo tisto, kar v lokalnem okolju raste, in ljudje tega ne razumejo. Mikroorganizmi, ki živijo na nas in v nas, so navajeni na naše pogoje, kar pomeni, da tudi mikroorganizmi, ki v našem okolju živijo, spodbujajo našo prebavo, presnovo in vse ostalo. In se dosti bolj poznajo z organizmi našega telesa, kot pa tisti, ki jih iz tujine pripeljemo. Ne. In ne vidim razloga, zakaj bi zbirali, čeprav ogromno ljudi reče, ja, že tak etiketa je postala, kar je ekološko, je drago, to ni res. Drago je zaradi marketinških procesov, ki jih velika podjetja izvajajo. Če pa se najdemo mi kmetijo ali pa gremo na tržnico ekološko kupiti, pa vidimo, da ni neke bistvene razlike. Približno 13-18% je razlike, ampak če bi se vsi do potankosti izkoristili material, ki ga kupimo za našo prehrano, verjamem, da bi to prišparali. Ker zdaj, če gledamo praznične dneve v nakupovalnih središčih, ne, jaz sem prepričan, da vsaj 25-30% te hrane gre proč. In če bi si načrtno, kaj bomo kupili, bi potem jo popolnoma izkoristili, ne bi bili v minusu oziroma ne bi več bili prepričani. Ne. Ni pa sploh primerjave, če zdaj gledamo kvaliteto hrane, ki jo uživamo, to pa ni 20%, je pa bistveno več. Ne. Torej, če nadaljujemo, ni pomembno samo to, kaj vnašamo vase, tudi kaj dajemo na sebe. Ne? In vi tudi v tem segmentu vaše posestvo oziroma vaše aktivnosti delujejo. Izvajate tudi delavnice izrabe milj naravnih milj? Z zelišči oziroma z rastlinami iz vašega posestva? Ja. Mi dejansko smo v prvem letu, ko smo še bili najemniki, zasadili dokaj velik nasad, ki ga zdaj v bistvu tudi v komercialne namene uporabljamo. To pomeni, da zelišča, ki jih tam gojimo, pač predelujemo v različne izdelke. In bistveno večjo vrednost za nas ima, da milj ne prodajamo, ampak vas naučimo, kako jih izdelati. Zaradi tega, ker to milo ima tudi potem za vas, pa za vašo družino bistveno večjo vrednost. Kaj za to pomeni, da pridete z otroci, družine z otroci ali pridejo šole in šolam ponudimo možnost, da otroke naučimo izdelati milo. Naslednjič lahko otroci pridejo samo za svojimi starši nabrati zelišče, ali sveže ali posušena zelišča, ne? In bodo že vedeli, kako vse skupaj zadeve potekajo. Ne? Mi tudi imamo pripravljene neke učne liste, učna gradiva, na kak način. In letos smo gostili kar ogromno šol, jaz verjamem, da bo ta trend v porastu, zaradi tega, ker otroci dejansko uživajo. Vzgojiteljice, učiteljice, spremljevalci načeloma so vedno malo skeptični, kako zdaj to vse skupaj potekalo. Da ne bo miru, ne? Ja, da ne bo miru, kako bomo zdaj mi, ne vem, letos je bilo kar veliko zanimanje za izdelavo ptičjih valilnic, kako bo zdaj to potekalo, imamo pravo orodje, imamo prave vrtalne stroje, kladiva, nože, lepila, kako bo zdaj to potekalo? Na koncu so bili vsi presenečeni, da je bilo to tako zanimivo. Mi smo se poglobili v to, kaj bi otrokom nudili, seveda preverili vse varnostne faktorje v prvi vrsti, in ker sem jaz pač po izobrazbi inženirstva, mi je to bilo dosti ljubše še, kako to narediti, da bo otrokom zanimivo in zabavno. Kaj pomeni, da imamo primerno orodje za otroke, otroške velikosti, in prav je, da se otroci naučijo, da se kdaj kak sveder polomi, da se kakšna žaga uniči, ampak to je sestavni del življenja, ki je, ne? In super se imamo, vedno se zabavamo, in učiteljice so na koncu vseeno pomirjene, ko otroci nesejo izdelke domov na šolo, zato ker nam je ideja, da bi te valilnice obesili nekje pred šolami.
Tudi mi jih spravljamo, obešamo na naša drevesa s podpisi učencev, da vemo, od kje je prišlo, ker to je neka vrednost in spomin na to, da je nekdo pri tebi bil in ustvarjal. Poleg tega so te vaše rastline tudi paša za vaše čebele, ukvarjate se tudi s čebelarstvom. Ja. Dajte mi vi povedati, kak jaz kot laik vem, da kupujem kakovostni med, na kaj naj bom pozorna, to nikoli ne vem, pa vedno slišim, pa vedno pozabim, oziroma Zdaj, načeloma, ogromno še, pa kar nek procent ljudi še je vedno mnenja, da tiste med, ki kristalizira, ne, da je to sladkor. Ja, no, Pa to ni. Ja, ni. Ko ga segrejemo ponovno, ne, med, staro ime za med je strt. Kaj je to zdaj pomenilo, ne, da med v nekem času, različno, odvisno pač od medu, od vrste medu, med kristalizira. Kaj pomeni, da postane trd? In ko ga izpostavimo temperaturi 35-38 stopinj, se ponovno tekočini in ga ponovno lahko uporabljamo. Za tisti, ki so skeptiki in rečejo, da je to sladkor, naj poskusijo narediti v enem kozarcu, raztopiti 2 žlici sladkorja, ga pustijo zaprtega in po 2 mesecih pogledajo, kaj se bo zgodilo. Ne bo kristaliziral, nič se ne bo zgodilo, kar je že prvi pokazatelj, ne, da v tem ni sladkor. Ne. In tak dejansko se da zelo enostavno preveriti. Drugo, kaj pa je, pa jaz vedno rečem, ne, ljudem, pojdite kupiti med k poznanemu čebelarju. Zakaj ga morate kupovati v trgovini? In če ga že kupite v trgovini, preverite prvo izvor. Tako kot pri hrani, ko sva rekla, da prihaja iz lokalnega okolja, je tudi za med bistvenega pomena, da mi uživamo med, ki je v našem okolju pridobljen. Ne uživati medu, ki prihaja izven Evropske unije. Prvič, ta med vsebuje mikroorganizme, ki jih telo ni navajeno, vsebuje med, medičino iz rastlin, ki jih mi niti ne poznamo. Naše telo jih ne more poznati. In v Sloveniji imamo dovolj kakovostnega medu in ni razloga, da se ne bi oglasili pri čebelarju ali kjerkoli drugod, kjer ga prodajo na stojnicah, imajo čebelarji kar široko ponudbo. In verjamem, da je v Sloveniji zelo malo nekega ponarejenega medu. Dejansko pa je dejstvo, da na trgu obstaja in pač prav je, da so tudi potrošniki s tem seznanjeni. In ena največjih proizvajalk ponarejenega meda je Kitajska. In tudi iz Kitajske se v Evropo vozijo velike količine medu. In zato je prav, da preverimo, ker povsod piše, ne, kaj je, da se pozanimamo izdelko, kaj kupimo, če že namenimo za to nek denar. Tako lokalno še zmeraj ostaja najboljša odločitev izbira, ne? Gospod Mak, imate pa vi tudi, v bistvu izvajate še tudi ostale zanimive dejavnosti za razvedrilo, imate ta zipline? Ja, zdaj v bistvu Medeni park je ena sprememba v lokalnem okolju in želimo, da to spremembo ponazarja tudi obisk Medenega parka. In mislimo, da naravno okolje je namenjeno učnim vsebinam, kot tudi preverjanju svojih lastnih sposobnosti. In mi smo se pogovarjali o tem, kaj bi v tem kontekstu naredili. Jaz sem vodnik Planinske zveze Slovenije in ko smo pač se odločili za nakup kmetije, je bilo jasno, da bo tudi manj časa, ki bi ga lahko preživljali v hribih, kot smo ga do takrat z družino. In potem smo se z otroci nekako dogovorili, da nek kompromis sklenemo na ta način, da naredimo zipline. In dejansko je potem ideja kakšno leto dozorevala in smo se odločili, da naredimo zipline imenovan Čebelji let. Kaj zdaj to pomeni? Mi smo naredili en ogromen objekt, ki predstavlja čebelji panj, iz katerega letijo čebele. Ampak v tem primeru smo čebele ljudje. Čebele letijo v gozd na drug hrib, v gozdu pač nekaj opravijo, tisti, ki bodo se prišli peljati, bodo videli, kaj opravijo in se potem po drugi jeklenici pripeljemo nazaj v panj. Zdaj, naš zipline predstavlja, oziroma zipline Čebelji let predstavlja najdaljši dvosmerni zipline v Sloveniji. Oziroma eno redko takšno adrenalinsko izkušnjo v tem delu Slovenije. Zato, ker zipline so bolj značilni za hribovit teren, kar pomeni, da na Gorenjskem jih je ogromno, v tem delu Slovenije pa jih ni toliko veliko, ne, oziroma sploh ne v takšni dolžini ali pa v takšnem načinu premagovanja neke naravne ovire. Ne. Tako da zelo zanimiv, zelo adrenalinski in na njem uživajo otroci, pa najstarejše osebe, ki smo jih imeli, so bile tudi 85 let stare. Zdaj ponavadi je pri odraslih to malo
prvo strah, to, kar ste me vprašali, Ja, nevarnost, Ja. da bi kdo padel. Ne. Zdaj, nevarnost je dejansko padca nična. Ne. Okay. Kar pomeni, da je res poskrbljeno za varnost in ponavadi odrasli, ko prvič se peljejo, v sebi prebudijo na nek način otroka, ne? In potem so bolj navdušeni kot pa otroci. Kot otroci. Ja, tako da tu so ponavadi potem ni ena vožnja, ampak jih je kar več. Ampak ne, zdaj imamo tukaj eno fajn istočnico še za eno vašo drugo aktivnost oziroma en drug program, ker mene bi bilo verjetno strah na tem ziplineu. Pa obstaja tudi možnost, da se jaz strahu znebim, ne? Na en način pri vas, ne? Obstaja tudi ta možnost. Ja, jaz sem v bistvu, vem, da namigujete na ritual hoje po žerjavici. Jaz sem se s tem ukvarjal še preden smo se odločili za nakup kmetije. Takrat smo pač najemali mi prostor, zdaj smo ta prostor uredili, da lahko pač udeležencem ponudimo to obliko preživljanja prostega časa ali pa bolj osebnostne rasti tudi pri nas na kmetiji. In v bistvu, kako mene lahko hoja po žerjavici spremeni? Kako to deluje, da se ne upečem? Ja, jaz bom zdaj povedal, kaj vse so spremembe, ki sem jih doživel v teh letih, kar žerjavice izvajam. To je zdaj teče 7. leto, 8. leto, kar izvajam rituale hoje po žerjavici. In kaj vse se je zgodilo? Nekateri so zamenjali službo, nekateri so zamenjali partnera, nekateri so se poročili, nekateri so se ločili, nekateri so zanosli, nekateri so šli po svoji poti raziskovanja in zelo tak blizu mi je, da pa zdaj smo postali prijatelji udeleženca mojega rituala hoje po žerjavici, mislim, da je bilo 3 leta nazaj, sta bila Urban in Sonja, ki sedaj ustvarjata podobno zgodbo z zelišči v slovenski Istri. Ustvarila sta zeliščni raj slovenske Istre in sta bila pri meni in takrat smo mi bili v začetku kmetije, nismo še točno vedeli, ampak je bilo v nas navdušenje. Ona dva pa sta bila malo še skeptična, če bi za to šlo, ampak sta že tipala. In všeč mi je bilo, da sta se potem ritualu odločila. Ne? Kaj zdaj spremeni, kaj je sprememba, ki nas lahko pelje v smeri želene cilja ali pa da začutimo radost pa srečo v sebi, ker ogromno ljudi je tako se prepustilo neki apatičnosti. Jaz zelo veliko krat spremljam, ko grem zjutraj iz centra mesta in zdaj, ker živimo na Vetrinjski, ko stopim na ulico, pogledam in vidim te tako malo zamorjene ljudi, po večini zamišljene, eni z mobiteli, eni z ne vem čem vse. In potem pridem na kmetijo, kjer ni nič in me čakajo čebele in živali, ki tudi pridno se sprehajajo povsod po naših površinah. In si mislim, kaj je zdaj razlika, ne? Verjetno samo v namenu, ki so ga ljudje imeli zjutraj, ko so se vstali. In večina jih je, da moramo iti na delo, v službo. Ne? Ampak naj bo to delo veselje. In če ga nismo našli, do zdaj, ko pač smo v nekem življenjskem obdobju, je prav, da ga najdemo in da živimo srečno in zabavno in da nam to predstavlja neki izziv in vir energije, kjer črpamo energijo, ker če mi tudi v službi lahko energijo črpamo in se polnimo za tem, kaj delamo, če pri tem uživamo. Če pa pri tem ne uživamo, je boljše, da zamenjamo službo. In to je bil tudi razlog, zakaj sem jaz pustil mojo službo in postal kmet, kar je za nekoga nenavadno, ampak to je tisto, in stopnico moramo stopiti in ritual hoje po žerjavici lahko predstavlja eno prelomnico, v kateri se mi zavemo svoje lastne moči, ki jo imamo. Ker ponavadi se ljudje najbolj bojimo moči, ki jo imamo, ne izziva, ki je pred nami, ampak nas je strah, da nam bo uspelo in če nam bo uspelo, kaj bo potem, ker koliko imamo zopet izziv, in odgovornost in vse ostale stvari in prav je, da vsak za svoje življenje smo odgovorni in se postavimo za sebe, ker doben drug nas ne bo imel raje, kot moramo sami sebe imeti radi in doben drug se ne bo postavil za nas. Kot sami. Ja. Gospod Maksim, povejte mi, recimo, kako pa poteka ta ritual? Vi se zbere, oziroma udeleženci se zberete, pripravite grmado in potem... Zakurimo. Ja, koga skuri? Zdaj, v bistvu, ogromno ljudi je prva asociacija, to bo zdaj boleča izkušnja, ampak moji rituali hoje po žerjavici so predvsem namenjeni temu, da se družimo, da se imamo fajn.
Ja. in da sami pri sebi začutimo, da smo sposobni nekih premikov v življenju. Kako to zdaj poteka? To je dejansko 7-urna delavnica, nekje zdaj v poletnih mesecih se dobimo ob 15. uri in potem izvedemo neko poglobljeno povezovanje skupine, ki se je dobila. Imamo vedno neke zvočne kopeli, ali so to gong kopeli, ali najrazličnejše vsebine, pač, ki jih izvajam jaz, žena, ali pa imamo katere od gostov, ki to izvedejo. In potem sledijo najrazličnejše vaje zaupanja, prepuščanja. Glavni namen teh vaj pa je, da bi se naučili misliti na nič. Zdaj, ko jaz vam rečem misliti na nič, vi pomislite, kaj za to pomeni. Torej ste že na neke misli, niste mislili na nič. Ne? In ko spoznamo te principe, ne, pridemo do tega, da v nekem stanju ne razmišljamo o tem, kaj je smiselno, kaj je prav, zato ker to, kar je smiselno pa prav, to nam je vgradilo okolje. Oziroma je naša podzavestna posledica, kaj bodo drugi rekli o tem. Ne. Ampak v tem trenutku ni važno, kaj bodo drugi rekli, kaj boste si vi sami rekli. Ne. To je najbolj bistveno in to vas pelje do nekega cilja. Ne. Tako da je kompleksna zadeva, ki na koncu pripelje do želenega rezultata, torej da se sprehodimo po eni preprogi žerjavice. Ne. Seveda to grmado sami sestavijo, udeleženci, jo zakurijo z nekim specifičnim načinom in potem spremljamo dejansko neko transformacijo ognja, ki smo ga ustvarili. Ne. In transformacijo v našem telesu, beseda transformacija je sicer taka moderna, ne, ampak neka sprememba, ne, jo lahko mi vsak dan v življenju naredimo. Zdaj samo naša namera je, kako bomo. Ne. Ali bomo zjutraj pač se vstali pa z kopilotom pa avtomatskim pilotom šli naprej in bo vsak dan enak vsakemu dnevu in bomo komaj čakali vikend neki, niti ne vemo, kako bi ga aktivno preživeli, ne? Ampak bo vsaj mir pred šefi, ki jih imamo v službi, ne? Ali pa se odločimo, moje življenje, moj delovni dan bo sprememba. Kakšna je lahko ta sprememba? Je lahko sprememba en poklon nasmeha, je en iskren objem, je lahko čist popolnoma drugačna perspektiva, ki jo lahko pričakujemo. Ampak mi se moramo za to odločiti, mi moramo reči, ja, to si jaz želim. Tako je z vsem povezano v življenju. Začne kot čas vse pri nas. Ja. Ali pa zato nekdo potrebuje, ne vem, poriv žerjavice, drug pa tako ste rekli, kar odločitev zjutraj. Dajte, gospod Mark, povejte mi, kaj vas navdihuje v življenju? Navdihuje me to, da hočem poiskati otroško radost v sebi. Pa vam uspeva, ne? Načeloma uspeva. Ne? Zdaj, zelo zanimivo mi je, naša neka glavna rastlina ali pa otrok naše kmetije je industrijska konoplja. Ja. In zdaj ljudje nas vprašajo, mislim, ko se pogovarjamo o njej, je zelo zanimivo, da ko vprašam, če vejo, kje je ta rastlina, popolnoma enako odziv je pri otrocih pa pri odraslih. Na smeh. A res, in tišina. Torej vam je zanimivo, ne? Torej veste, zakaj se gre, zdaj samo verjetno drugačno razumevanje rastline, kaj pa če ne. In tudi mi se vsak dan se učimo od rastline, na kak način, zakaj. Je nek vodilni izdelek, s katerim lahko kmetija velikosti, kot smo mi, preživi. Ljudje nas sprašujejo, a je možno za takšne kmetije živeti oziroma preživeti. Jaz pravim, da preživetje ni pravi način življenja, ker če preživljamo se, torej komaj preživimo in že na podzavestni ravni ustvarjamo neko, bi rekel, grdo trpljenje, da preživimo. Življenje ali pa živeti, to nam mora dajati. In mi na naši kmetiji živimo. Živimo na tak način, da smo lahko v letošnjem letu zaposlili eno osebo, ki nam pomaga pri trženju, in v naslednjih 3 letih imamo željo zaposliti še 2 osebi, ki bi nam pač pomagali. Res pa je, da je delo, ki zahteva celega človeka. V prvi vrsti tukaj ne mislim, da je treba zdaj naše zelišča okopavati ali pa na njivah okopavati, kar je sestavni del kmetijstva in seveda mora biti storjeno neko fizično delo, ampak več nam pomeni, da nekdo čuti, kaj dela, kaj počne. To je za mene dosti večji rezultat. In ena zelo zanimiva situacija se mi je zgodila v prejšnjem tednu, smo želi sivko, ampak še preden je pač bil tisti čas, da smo se odločili za žetev, nekje okrog 13. ure, smo rekli, dopoldne pa še požanjamo nekaj melise.
In imamo na izmenjavi zdaj študentko iz Italije, ki trži marketing lokalnih produktov. Izbrala si je našo kmetijo, jaz ne vem zakaj, ampak očitno smo jo navdušili, iskala je majhno ljubko mesto in izbrala je Maribor. In prišla je sem in potem so nas kontaktirali, če bi jo sprejeli, seveda smo jo sprejeli. Ne? In prvi teden smo se pogovarjali o tem, zakaj sploh mi ustvarjamo kmetijo. Ustvarjamo zato, da lahko čutimo sebe. Ljudje, ki me sprašujejo, kje ste videli to, nikjer nisem videl, iz sebe sem potegnil. Jaz sem svoj čebeljak si zamislil v sebi. Vprašal sem se, kaj bi moj otrok, kaj bi jaz kot otrok želel. Želel bi stik s čebelo. Torej naredimo čebeljak, ki bo ponujal stik s čebelo in naredili smo ga. In jaz mislim, da je Klavdija to razumela in se mi pač pokazal, kako režemo meliso, načeloma to delamo z srpi ali pač čim manj strojno. Seveda na večjih površinih moramo uporabiti tudi stroje, ampak teh manjših pa da je čim bolj ročno. In ko sem prišel nazaj, sem bil presenečen, prav neka radoživost meni, ker pogledam, da je porezala grme melise in je v 2 grmih melise pustila rastlino šentjanževke. Ni jih porezala, kar pomeni, da je me razumela, da je čutenje bistveno, da ni kar vsega porezala, ampak da je bila v tistem trenutku tam in videla, da je ena druga rastlina, ki mi ogromno pomeni. Ker sem ji povedal, da je bil cilj nasaljevanja šentjanževke na naših travnikih, ki se kosijo enkrat na leto in smo mi hoteli na nek način vzgajati v nekem okolju, ki bo sistemsko urejeno in ni šlo. In rastlina se je zdaj začela sama zasajati na naših travnikih in tudi med zelišči. In da nekdo, ki ne razume dobro niti angleščine, razume angleščino, ne razume slovenščine, ampak dojame, kaj je namen, da je v tistem trenutku pustila tisto rastlino, da raste, ker nam res ogromno pomeni, to je cilj. Tako. In na tak način bi želeli gostiti še več družin, še več študentov, še več tujcev, pa seveda tudi vseh domačih obiskovalcev, da bi razumeli, da v tem trenutku okolje res rabimo. Glavni namen vseh naših delavnic, ziplina, ritualov v željavici, vodenih ogledov naše kmetije, zavedanje, da rabimo okolje, v katerem smo, ne samo, da smo ponosni na njega in da se znamo s tem pohvaliti v tujini, doma pa za njega nič ne naredimo. Ker bomo morali, ker ura bije in tik-taka proti koncu, če ne bomo spremenili. In aktivna generacija, ki smo na nas, je, da se ustavimo in to spremenimo. In to moč imamo, rabimo samo odločitev. Hvala lepa, gospod Mak, za ta res krasen pogovor, za vse te dragocene namige. Tako bodite v naši družbi tudi v prihodnje, v novih podcastih Večer v živo, kot sem že rekla, najdete nas na www.večer.com /uživa. Z vami sem bila Maja Furman, uživajte, vsak dan uživajte, najdite razlog za veselje, je tako? In naslišanje in videnje kmalu. Srečno! Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.